Poslednje, to je obodovska specialna epizoda za serijo The Last of Us, po slovensko Zadnji med nami, po obodovsko Poslednji od nas. Specialna epizoda, ki je res nekaj posebnega, saj je krajša, aktualna, tonalna, karnalna, a vedno senzualna. Danes delamo 5. epizodo serije z naslovom Endure and Survive, Stisni zobe in preživi, ki je na HBO Max od danes, ko tole snemamo, oziroma od prejšnjega tedna, v resnici, torej z vaše časovne točke od včeraj, oziroma enako z prejšnjega tedna. Z vami pa smo, kot ničkolikokrat, Mito Gegić, Servus, Igor Harp, Yo. In moja malenkost Aljoša Harlamov. Opozorilo, epizoda bo vsebovala kvarnike, kljub temu, da je sveža in še topla. In muzika! Skratka, 5. epizoda, zdaj upam, da ste že navajeni na ta naš nov, kratek in sladek format. Tudi še vedno z veseljem pobiramo vaša mnenja o tem, kako so vam všeč te specialne epizode, ker če so vam mogoče všeč, naredimo to še za kakšno drugo serijo, kdaj v bodočnosti. Če pa vam niso všeč, pa mogoče ne, ali kaj, ne vem. Ful vas upoštevamo, skratka, javite se, povejte, a vam je všeč ali ne. Danes delamo torej 5. epizodo The Last of Us, ki je sicer šla že prejšnji petek, no skratka, ampak ker smo imeli neke druge stvari na urniku, pa ker zdaj smo se že odločili, da bo torek, nam ta Super Bowl ni smel pokvariti urnika. In Endure and Survive delamo danes, drugače enako kot v prejšnjo epizodo je tudi tole režiral Jeremy Webb, scenarij pa je spet Craig Mazinov, in Igor bo zdaj povedal, o čem se je šla 5. epizoda. Igor? Torej, preden se zgodba vrne na pečino vis zaključne scene prejšnje sezone, spoznamo dogajanje v Kansas Cityju v zadnjih 10 dni in prek tega tudi malo širšo zgodovino mesta in njegove okupacije. Kathleen, ki igra Melanie Linsky, in smo jo že prejšnjič spoznali, je brezkompromisna vodja upornikov, ki so zrušili Fedro in ima samo en cilj zdaj, in to je dobiti Henryja. Kot kasneje izvemo, je to zato, ker je on izdal njenega brata, prejšnjega vodjo upora. Medtem pa Henry in Sam, ki sta pač po noči naskočila Joela in Ellie, dejansko skleneta z njima pakt, da se skupaj odpravijo skozi tunele. Ne? Zdaj Fedra je v tunele mesta izgnala okužene zombije, ampak Henry ve, da so kasneje nekatere od teh tunelov očistili, tako da so varni. In potem skupini uspe priti skozi te tunele, najdejo tam eno učilnico, ki je dost cool moment, in potem pridejo ven na drugi strani mestnega obzidja, ampak preden bi prišli na varno prek reke, naletijo na ostrostrelca. Tega sicer uspe Joel Beck spraviti, ampak je on že predtem prikliče Kathleen in okrepitve in potem dobimo mehiško nasprotistanje, ki ga Tarantinovsko razrešijo zombiji, vključno z napihnjencem, ki ga prvič podvidimo. Zdaj Joel in Ellie, oni vsi se uspejo rešiti, ampak naslednje jutro je tragično in Joel in Ellie nadaljujeta samo naprej. Kratko je denato, sweet. Super, hvala Igor. Napihnjenc, tak bi bilo štajersko, ali nabuhleš. Nabuhleš je lepa. Ja. The best, Mito. Nabuhleš. Ja? Okay. Nabuhleš je res lepa. Skrat, imamo kar spet nekih zanimivih tem, ki jih odpre ta epizoda. Mogoče prva zanimiva stvar, ki se mi zdi, da se tukaj izpostavi, je seveda Kathleen in njena
kako jo skratka ta predzgodba predstavi kot eno zelo, kot je Igor rekel, zelo trdosrčno upornico, ki skratka jo žene tudi neka osebna vendeta, skratka osebno maščevanje zaradi tega svojega brata, in to dvoje pač pravzaprav je nad razumom, kako bi človek rekel, skratka nad tem, da tudi nad dobrobitjo njenih varovancev oziroma njenih članov njenega benda. Ona pač čist gre na to, da vsakršna izdaja je da ali ne. Ni zdaj sive cone, ni olajševalnih okoliščin. Že v prejšnjem delu smo imeli, da ubije zdravnika. Jaz bi rekel, da 20 let po apokalipsi so ljudje, ki so dejanski zdravniki, kar iskana roba, da tako rečem, in da je to nekdo, ki bi ga definitivno hotel obdržati, pa čeprav mu držiš pištolo na glavo cele dneve, ne? Ampak ne, tudi to ni njej pomembno, čist nič ni pomembno, ne? Drugega kot maščevanje. In to zdaj pač mislim ena tale dost taka, vse je zelo dobro narejeno, ampak vse skupaj je taka zelo dosti basic družboslovni nauk. Torej, če imaš preveč represije, kot je imela Fedra, to pride do tega, da boš imel povsem krvoločne upornike, če imaš povsem krvoločne upornike, na koncu ne ostane nič. In je ta zelo preprost nauk, ki pa je hkrati tudi povsem resničen. Ne? Ja, meni se zdi, da predvsem je tu ta pisateljski dvojec Druckmann Mazin skušal pa nadgradil to, kar smo videli v 4. delu, ne, ta dodatna humanizacija te Raidersov, Huntersov, kakorkoli bomo v tej bandi skupnosti rekli, ne, ki so v igri res zgolj ena prepreka. Partizani. Partizani, freedom fighteri, kakorkoli. Skratka, jaz mislim, da jim je to uspelo, no, s tem poskusom, ker tudi pač nekaj najbolj osnovno človeškega je ta vendeta, maščevanje brata, ne, in se lepo kontrastira s tem, kako so tudi si vzeli zopet čas za Henryja in Sama, ne, za ta dva brata, ki bežita skupaj z Joelom in Ellie, da je navkljub akciji, ki se zgodi v zadnji tretjini epizode, da ima ta epizoda kljub temu ta dramatičen predznak zaradi tega, no, da gradi na likih še vedno naprej, da še vedno uporablja zombijado oziroma postapokalipso kot ozadje, no, oziroma kot platformo za pogovor o likih. Ne. Je pa ta epizoda pokazala tudi to neko še vedno, oziroma da je ta struktura serije na nek način epizodična tudi, ne. Skratka, da imamo vedno, mislim, ne vedno, mogoče to prvih 3 še ni bilo toliko, oziroma v 3 je že to bilo precej izpostavljeno, pa mogoče, zdaj prejšnja epizoda se seveda nadaljuje v to, ampak so neka poglavja tega, skratka, Joel in Ellie prideta nekam, nekaj se tam dogaja in to je neka zaokrožena varianta, pri čemer nista ona dva vedno v ospredju, ne, ker tudi tukaj imamo brata, v resnici se začne s Catelyn, pa njeno predzgodbo, potem vidimo, kako sta brata se skrivata pred njimi in potem pridemo na začetek, na konec prejšnje epizode in nadaljujemo tu naprej. In se mi zdi ena taka zanimiva struktura, ki pa seveda omogoča to, kar si ti Mito povedal, ne? Ker si vzamejo čas za ta dva brata, je nam seveda končni prizor, oziroma to, kar se na koncu zgodi, mar nam je, ne? Če bi ti zdaj videl samo od prejšnjega dela se nadaljeval, se bi že mogoče to lahko zgradil, ampak se mi zdi, da vidiš tle, da sočustvuje z liki zato, ker imajo neko globino pa jim da seveda njihovo ozadje, njihove zgodbe, se pravi backstory, njihova preteklost. No? Ja, tu se mi zdi, da v bistvu težko kontrastiram z Walking Deadom, pa rečemo Neganom, lik, ki ga zgolj po imenu poznam sicer, ampak vem, da so pač Walking Dead si vzamejo cele sezone za mogoče razvoj določenih lokov, pa tako naprej, medtem kot tle se mi pa zdi, da so bolj ekonomični. Zdaj, mislim, to je mogoče moja prva kritika, ki jo bom seriji prebil, malo me skrbi,
ker se v bistvu res enak zadeve kompresirajo. Ne? In me malo skrbi, glede na to, kar sem videl že v trailerjih, kaj bi naj bilo to sezono vse prikazano, kaj bo šlo ven, pa kaj bojo pospešile ene zadeve. Ne? Kljub temu, da mislim, da je tle dobro narejeno in uspešno, me malo pač ta neka bojazen se mi je začela pojavljati. No, a bo je preveč ali kaj? Ja, da mogoče malo preveč pospešujejo ene zadeve, ali pa da so si mogoče ne vem, da so Raidersi zdaj Henryju pa Samu malo preveč zažrli cajta, ker ja, jaz sem sicer vedel, kakšen je končen outcome oziroma rezultat te epizode, pa moram priznati, da me je v špilu malo bolj ruknil ta šoker. Pa zdaj ne vem še pa odgovoriti, ali zaradi tega, ker mi je bilo sveže pa novo, ali zaradi tega, koliko časa si z njima preživel. Ne? Tu nimam odgovora na to, ampak ko pa gledam zdaj 4 pa 5 skupaj, kot nek, rečemo skoraj da celo večerc, pa kam še to vse gre, ta struktura, ki so jo zadali, ne? Torej je road movie, ima epizodično logiko, morajo pa še tole pa tole povedati, da pridejo potem do tistega, ne vem, kje bo se sezona zaključila, predvidevam lahko kje, če grem na prvi špil, ne? Tako da tukaj pač pravim, tu se mi pač prva bojazen pojavlja, ne? Ampak te dve epizodi sta bile dokaj verni špilu, ne? Če prav razumem. Prece. Ja. Razen pač dodatek Kathleen pa cela razlaga, kaj se je zgodilo tam. Ja, v bistvu premaknili so Nabuhleža iz Billa, ne? On je bil kao nek mini boss po koncu Billove epizode, ne? So ga predstavili sem, medtem ko ta snajper plus klikeri, ki se pojavijo potem na koncu, to je direktno iz špila potegnjeno, tako da tu je vse nekako lepo povezano. V špilu je sicer, zdaj folk je pogledal, tako da ni nobenega spoilera, je bolj ali manj identično, zgolj ena par razlike, da v bistvu ona dva, ker je se dogaja v Pittsburghu, končni pobeg iz mesta je ne v tunelu, ampak preko mosta. Oni se ločijo, Sam in Henry, v bistvu Henry nekako potegne malo bolj podlo logiko, kao ne morem ti pomagati, jaz moram razmišljati na Sama, in potegne Joel takratko, tako da ostaneta sama in njuna edina rešitev je skok v vodo ali pa ne zna plavati. In je ena taka cinematična cliffhangerska fora, na kar Henry reši njiju dva iz vode, potem se pa splazijo skozi ene tunele, da pridejo do nekega radarske postaje in tam oni srečajo v tistih tunelih potem tole sobo z otroškimi priboljški, ali kako ne temu rečem, zadevami, vrtcom, ja. V bistvu tam je cela neka skupnost in neka zgodba zase, to so predvsej porezali, pa so nekako, mislim, čisto kaj uspešno skompresirali, ne. In ko potem pridajo ven, se pa odvija tako, kot se je, ne. Tudi tlele noter. Tako da v bistvu v smislu adaptacije čista petka, da so se fokusirali na ta prave zadeve, da je ravno prav prišlo skozi. Mogoče je samo tu ena fora, da pač v igri je Henry malo bolj kompleksen, se mi zdi, no? Da malo večkrat poseže v Joela noter, ono, kaj bi pa ti naredil, a si ti pripravljen in do konca tak naprej. Tlele imaš pa v bistvu en zelo pomemben stavek, se mi zdi, kar še nisem zasledil, tudi niti na Discordu, folk se na Discordu pogovarja, zdaj, a je Sam rešen noter, ko se spremeni, veš, ta nek tisti končni stavek, a si še vedno človek, pa tak naprej, kar je zelo pomembno, ne. Meni se pa zdi pomembna ta debata, ki jo imata Joel pa Henry. Ko Henry v bistvu pove, da on je bad guy, zato ker je bad stvari delal, ampak je pripravljen narediti marsikaj za tiste, ki jih ljubi, ne. In takrat se Joelu marsikaj dogaja. Pedro Pascal mislim, da je odlično odigrati tam, ker nekako se mi zdi, da je za odnos med njemu pa Ellie ravno ta scena bila ful pomembna, no. Ja, tukaj se pač postavi to, kar pač postapokaliptični žanr je pač dober zaradi tega, ne. Kaj seveda pomeni, ko se dobrim ljudem dogajajo slabe okoliščine, ne? Kako dobri ljudje pač zelo hitro lahko zdrsnejo v slabo. In tu imamo pač res kompleksno situacijo, ker pač jaz lahko čisto razumem Kathleen, ki se ji pač zdi, da nekdo, ki je izdal brata Fedri, da so ga fentali, je pač nima glih nekega sočutja do njega, po drugi strani pa seveda, ko zveš Henryjevo zgodbo, ki je rabo zdravila za Sama, ti je pa seveda spet, ne, kaj bi ti naredil za to, da bi nekdo preživel, ne? Da bo nekdo tvoj
tako kot si rekel, tvoj bližnji, da bo preživel. In je tu eno, jaz mislim, da zelo, zelo pomembno vprašanje, na katero nimaš nekega v resnici nekega odgovora. To je, če se mi vrnemo k partizanom in dobobrancem, a ne v naši, to je vedno bila ta naša dilema. Ne? Najlažje je pač reči, on je kolaborant, dajmo ga, ne vem, pobiti, ali ne vem kaj, ampak ne vem, vživi se ti v nekoga, ki ima zelo malo izbire. Ne vem, no, jaz vprašanje, kaj bi jaz naredil, recimo, da moj bližnji potrebuje zdravilo, ki mu reši življenje, tako da smo spet pri pravi stvari, nekoga bi kdo ubil, da bi preživeli njegovi bližnji. To se mi zdi, tudi meni ključno in seveda govori o razmerju, ki ga imata Joel in Ellie. Meni se tudi zdi ful pomembno to, kar Henry razloži v tem govoru, da o bratu od Kathleen. In sicer reče, da je bil najboljši od vseh mož. In potem kasnejša debata med Kathleen in tem njenim pribočnikom, on reče, da vsi smo ga imeli radi, ampak zdaj pa sledimo tebi, zato ker pod njim se ni nič premaknilo in ti pa si vse tako izrihtala. Ne? In to pač se mi zdi, da kaže na to, da v tako ekstremnih situacijah biti dober človek ne koristi nujno. Ne? Kar je recimo mi zelo, se vedno spomnim na tiste scene iz Battle Royale japonskega filma, kjer so ene tiste sošolke, ki si ustanovijo tako mini skupnost in tam so full happy in pol ta glavni onak vleti tam in so vse, pol pa klik se nekaj zalomi, pa so vsi hin. In pač, biti dober človek v takih situacijah ni lahko in ni nujno, da je rešitev, oziroma vsaj drugi ljudje ne bojo mogoče gledali na to kot na rešitev. Ne? Neka širša skupnost ali pa karkoli. Tako da to se mi je zdelo zelo v redu upleteno. Tip, ki igra pribočnika, pa je drugače v Last of Us igral brata. Špila. Od Joela, torej Lukasa. Tako da je tudi mogoče sred tega zanimivo obratno tudi medbesedilnija, kako bi človek temu rekel, med tema dvema. Jaz sem hotel še to reči, da druga stvar, ki jaz mislim, da jo ful pomembno prinese tematsko pač druženje s Henryjem in Samom, je to, da mi zdaj v tem delu vidimo, kako mlada je v resnici Ellie. Da je Ellie v resnici še otrok. Jaz mislim, da do zdaj pač je bila ta cinična neka najstnica že, ki pač ima te brihtne dovtipe za nazaj, pa Joela mal sekira in tako, pa je vedno pametna, ampak tu noter pa mi vidimo, koliko je ona še otrok, ne? Z njim bere stripe, fuzbal igrata, zdaj ima družbo, ne? V družbo drugega otroka in znotraj tega se pač pokaže, koliko je ona v resnici še otrok in vidi se tudi, koliko Joelu gre to, ne bom rekel, da na živce, ampak moti ga seveda to spoznanje, ker je Joel še vedno prepričan, da Ellie mora preživeti v tem svetu in da pač v tem svetu ni otroške igre, to je pač pase, ne moreš biti otrok, moraš biti pač odrasli, kljub temu, da je prej ni dal pištole zelo dolg. Ne? To je res, čeprav mislim pa, da nekaj novega tudi nastavljajo, tukaj prav s tem istim kontrastom se še zgodi, vse meni se zdi še nekaj. Vidimo močno soodvisnost oziroma odvisnost Sama od Henryja, ki je v bistvu nekdo, ki ima ki je gluh, v svetu, kjer te najmanjši zvoki v tunelu, kjer te lahko zaradi najmanjšega zvoka klikeri zapopadajo, ne, je to smrtno nevarno skoraj da nemogoče. Ne. To je tudi ena izmed razlik med igro. Sam v igri ni gluh, je normalni dečko. In se mi zdi, da zanimiva, pametna odločitev, ker pol sem se pa sprašal, zakaj so pa to naredili. Ne? In moj odgovor je, da v bistvu kao hkrati so s tem pokazali, da Joel prepozna, da skuša, da se bo moral za Ellie še bolj potruditi. In to se mi zdi, da se v akcijski sceni tudi zelo lepo pokaže. Ta njegov trud z ostro strelsko puško njej spucati pot ali pa izhodišča in tako naprej, da še to ful doda njemu gor, kao da še ga bolj potisne v to. Ellie pa na koncu se mi zdi, ko ona
po tragični smrti Sema, pa se mi zdi, da nekako skuži, jaz moram biti pa bolj samostojna. Ker tudi, ko ona dva pokopleta, pa so ona pokopleta Henryja in Sema in mu v bistvu položi tamle I'm sorry gor na grob, mu na pol velilnik stisne Joelu, grema. Čas je, da greva. Nekako prvič se mi zdi, da pokazala neko malo bolj odločnost, neko bolj samostojnost. Ne? In tu se mi zdi, da prihaja nek konflikt. Po moje Joelova težnja da jo čim bolj zaščiti, pa obvaruje, pa Elina težnja po samostojnosti, pa da sama poskrbi za neke zadeve. Ne? Predvidevam, da bo neka taka fora. Ne? Ja, zelo smiselno. Hkrati pa seveda mislim, da je tudi en pogovor, tisti pogovor med Joelom in Henryjem, ki se mi zdi tudi zanimiv je, ker Joel seveda tudi nekako reče, da otrokom je najlažje v tem svetu, zato ker ne rabijo skrbeti za nekoga drugega, ker nimajo odgovornosti skrbi za nekoga drugega. Ne? Hkrati pa pol vidimo super, seveda takoj prizor, ko jo spravita spat in se ona dva pogovarjata oziroma si pišeta, česa se boji in recimo Eli reče tega, da bo ostala sama, ker je tako grozljiv strah, to, da ima otrok lahko tak strah, je nekaj pač se meni zdi nekaj najbolj groznega, ne? Ker seveda ona se zaveda, to je svet, v katerem pač lahko Joel v vsakem trenutku tudi on umre, ni nujno, da ona umre, ampak lahko tudi on umre, ker ko je on šel v hišo, je seveda ona tudi mislim, da prvič izrazila ta strah, kaj pa če bo tebe dobo, nekam greš ti, ne iti stran. In se mi zdi tako, res je zanimiva epizoda in koliko enih stvari se dogaja na ravni karakterjev, pa čist nekih takih epizodičnih v resnici dogodkih. No. Ja, meni je v bistvu po trojki je v bistvu tale, čeprav ju gledam res 4 pa 5 kot skupaj, no, ju težko ločim. Mi je zelo, zelo kvalitetno dobro nadaljevanje. Kljub temu, da imaš izjemno zanimiv in napet akcijski vrhunec, ne, na koncu. Ne. Ta zadnja scena, še posebej, mislim, da v enem reviewju sem gledal, da po vseh teh 20 letih skoraj da zombijad za zombijado, te lahko ena taka scena, ko vletijo tile klikerji ven za tem nabuhležem, da te še toliko preseneti, pa lahko kvalitetno prikaže nek nov zasukal, kako ne temu rečem. Ne? Ja, mislim pa tudi spet se gre za koreografijo. Mislim, tista gimnastičarka tam v avtu, tisto je full grozljivo, full scary narejeno. Ne? Pa en kup teh stvari. Res, mislim, koreografija, kamera, montaža, to full štima. Ne? Ti točno veš, kje so in vse. Oziroma za Henryja pa se nekaj časa ne veš, zato ker Eli in Joel ne veste, ker Joel je samo na Eli fokusiran. Zelo vredo je to gibanje in vse skupaj. Drugač pa še ena stvar glede Eli in tega, kak je ona kot otrok, ne? To, da je prepričana, da je dovolj, da se vreže v roko pa namaže Sema, je najbolj otroški pogled na svet, kako bi to lahko delovalo. Ne? Ja. In potem seveda ne, ampak je vseeno za trenutek kot gledalec si želiš, da bi in da bo on zjutraj v redu in veš, da bo skočil, ampak vseeno te šokira. To mi je pa za razliko od igre, v bistvu boljše bilo speljano, ker v igri je pa tako, da Sam ne pokaže, da ga je ugriznil. Kliker, ne? In pač naslednjo jutro stoji samo v kotu ala Blair Witch Project varianta in se obrne in napade. Tukaj pa je ko se vpraša, zakaj so pa tako naredili na ta način, se mi zdi, da ravno zato, da ji pokažejo Eli, da nekako Eli skuži kao, da kot prvo, to ni rešitev, ti moraš malo več narediti, oziroma bo neka druga rešitev tle potrebna, ne? Kot zgolj prenos transfuzije krvi ali kakorkoli. Pa da mislim, da je še to bolj prizadeneno, ta neuspeh. Ne? Ja, ker seveda ona je prepričana bila do tega trenutka, da lahko reši kogarkoli. Ja, sej. Drugače pa mislim, da tale gluhost, to je podobno kot v Station 11 se mi zdelo slepoto. Pokaže ti, koliko je nekaj, kar je v današnjem svetu preprosto lahko prideš skozi s tem nekim handicapom, da pa če vzameš to civilizacijo proč, pa je to nekaj, kar ti ustavi življenje lahko, ne? Oziroma
postane vse skupaj zate zelo nevarno. Ne. In hkrati me pa tudi spomnilo na tist film od Krasinskega, Quiet ko je Place. familija, kamor je Quiet Place, ja. Kjer pa se to izkaže kot prednost, da znajo komunicirati v tišini, ampak tisto je nekaj posebnega. Ja, kar nekaj takih referenc tudi v tem delu, ne, nekatere sem bral, nekatere primere je tole zadnji spopad oziroma vsaj Joelovo ostrostrelsko izvajanje in pač to streljanje z Saving Private Ryan z nekaterimi prizori od tam. Potem so nekateri, mislim, da je režiser sam rekel, da mu je bil navdih za tole, kako zombiji pač privrejo, pridrejo, karkoli pač naredijo iz te lukne, mu je bil Lord of the Rings, kjer, zdaj ne vem točno, kjer prizor, sem malo pozabil, ampak kjer tudi, mislim, da takrat, ko oni pridejo v morje, domnevam, Ja, pridejo tam ven, drugač pa seveda hiša, v kateri je ostrostrelec, arhitektura ostrostrelčeve hiše, pa je arhitekturo pa je deloma navdihnila slika Edwarda Hopperja, House by the Railroad in pa seveda Hitchcockov Psiho. Tako da še malo teh drobtinic natrosimo za tiste, ki imate radi reference, vizualne in druge. Jaz moram tudi reči, da skratka, kaj smo rekli, režiser je Jeremy Webb, da me je kar prepričano s tema dvema epizodama, mislim, da je res fajn je bilo vse skupaj zrežirano, dober narejen in upam, da mislim, da sem še gledal, mislim, da še režira kakšna od naslednjih epizod, kar bi bilo še kar fajn, kaj njega tudi dali videti. Drugače sem pa hotel vaju nekaj vprašati, oziroma ker sta pač bolj v igri kot jaz, zakaj tale nabuhleš, ali kako smo mu že rekli, nasploh se mi zdi, da on za razliko od on jih pobija ljudi, on jih grizejo zato, da pač tudi prenašajo to skratka bolezen, da še oni zombi rate ali karkoli pač bomo temu rekli, on pa jih pobija, on pa ne unemu kar glavo odtrga, nobene pač možnosti ni, da bi bila bolezen se prenesla dalje na njega, da bi on bil zombi in dalje raznašal, kar bi bil pač neka logika takega organizma, ampak jih kar pobija. Ja, to zdaj v igri ni razloženo, tudi v igri je v bistvu taka zelo mogočna pojava, ta nabuhleš. S tem je pa ena razlika, ker so tukaj v seriji opustili prenos okužbe preko spor. Tudi ta nabuhleš potem nima določenih projektilov, ko on nekako v igri iz sebe trga neke spore, kakorkoli in jih luča proti tebi. Ne? Zdaj mogoče ta motivacija tu posredi, je pa res, da v igri to so vedno neki mini-bossi, ki te bolj ali manj potovčajo do amena. Ne? Zdaj, a veš, če je to glavni point njega v igri, mislim, da tle isto povzamejo to na nek način. Ne? Kljub temu, ja. Ja, tukaj sta Mason pa Druckmann povedala, da je za razliko od igre tale unkillable. Tako da to bomo videli, kaj bo zdaj iz tega, ampak basically neustavljiv, zdaj ne vem, kaj bi naredil rocket launcher ali pa ne vem, karkoli takega, ampak... Ja, v igri se moraš predvsej potruditi s kako šibrovko pa nekimi eksplozivnimi projektili, ker on ima kar precej teh gljiv že okrog, ki delujejo kot oklep. Tako da, ja, edino od koga, mislim, če se ne motim, pokončaš, no, zdaj že leto, dve, kar sem preigral, tako da, ja. Igor pa očitno še ni prišel do tja, da ga potamani. Nisem še na tej točki, ampak napredujem počasi in je v redu igra edino. Mislim, lahko bi bilo manj pobijanja, no? Meni se zdi, da malo preveč tega, no? Ampak ok. Igor, ti si tudi predober človek za post-apokalipso videl. Ja, ne, mislim pač zelo post-apokaliptično, če pobiješ dejansko vse ljudi, ne, pač vedno jih rabiš. Tako da, ja. Se mi je pa zdela tudi zanimiva ta povezava z postajo 11, ne? Ker imamo tukaj not strip, ki ga berete in ki da tudi naslov epizodi. Se mi zdi taka zelo zanimiva.
če sem prav videl, je pač nek superjunaški strip, ne? Ker tudi on, seveda Sam riše superjunake povsod in zamišlja tudi sebe, oziroma domnevam, da tudi brata kot superjunaka, kar je seveda ena taka lep sentiment, si to lažbo dajati v postapokalipsi, ampak kaj dost pomaga, ima pa ne. Ja, lej, tudi eskapizem je kratkotrajen ali pa je zgolj Bogu klep. Ja. Ste še videli kaj takega opazila, kar sem mogoče jaz malo spregledal? Ne, jaz mislim, da je to. Zdaj, razlike sem nekako že omenil, mogoče samo še, ta gimnastičarka, ta mala je tudi nov dodatek, Creepy utripam, priznam. Pa tako bom rekel, zdaj ne vem, en folk se malo zgaražal na tem, kako je v bistvu Kathleen prišla in odšla, ampak se mi zdi, da dejansko je ta vloga bila zapolnjena, no? Da v bistvu se personificira pa portretira tele raidere, pa deva določen kontrast preživelih, ne? Eni, ki se bolj posvečajo ljubljenim, drugi tudi, ampak da jih pač maščevanje požre, kot nekako revolucija žre svoja mlade varianta, ne? Napram drugih, ki pa se posvečajo višjim ciljem. No? Tako da tu se mi zdi, da je bilo v tem smislu tematsko, vsebinsko to opravljeno z odliko. No? Ja, meni se tudi zdelo čisto logično, glede na to, da je pač njo maščevanje ženilo do te mere, da je pač čist ni bilo mar, kaj se dogaja z njeno ekipo, pa s tem, da je popolnoma obrnila hrbet zombijem, ker je videla samo Henryja in je pač ni bilo mar in je pač ona skočila. Ja, čist na vizualni ravni, pa še po vrhu pač da je tako malo poetično, ne, še otrok, za katere je trdila, they're just kids die, ne, mislim. Sej, ta stavek mi je mogoče bil malo over the top, vemo, ona je res grozen človek, no. Ampak hkrati mislim, jo odlično humanizira. No? Mislim, tisto, ko je scena posneta v njeni otroški sobi, je čudovit tak detajl zraven dan. Ker tam, ko se ona pogovarja s tem pribočnikom, imaš ti občutek, ti do tistega trenutka nisi prepričan, da ne bo on naenkrat rekel, glej, to pa je too much, ne moreš samo zahtevati, da kar pobijati vseh ljudi, ne. In pol samo on reče, ne, mi smo absolutno s tabo. In takrat je tako, wow, ne. In te res kupi, no. Mislim, to je res dobro narejeno. Ja, meni je tudi eden najljubših prizorov, tem mi je pa čist na začetku, kjer Pedro Pascal pač je odličen igralec, res tle nekaj, kjer imata seveda Henry in Sam še vedno njiju na muhi in on pač Henry skratka vpraša Joela, a boš dal mir, če pač odmaknem pištole, in on v tistem svojem pač znamenitem glasu pač, valjda, da bom dal mir. Mislim tako, evo, vidiš to pa, ko se včasih kakšni pari prepiramo, ne, ton je še kako pomemben. Res je. Ja, in je še Eli tako, nekaj poveš normalno, mislim, hočeš umreti od teh dveh, res. Mislim, da prav Henry tako reče, ne, to sam njegov glas, on je enostavno. Ja, Pedro Pascal, kot smo ga vajeni, no, ne vem, kaj ne rečem. A ste si vidva že pogledala trailer za naprej, kaj bo v naslednji? Jaz žal nisem, no, skratka, kaj nas čaka v naslednji epizodi? Ja, zdaj se pa že premaknejo v Wyoming, kjer najde se, mislim, je snidenje z njegovim bratom. Tako da... to je bilo pa hitro. Ja, tukaj mislim, da pride ta epizodičnost precej v ospredje, pa tudi moja bojaznost se zaradi tega malo viša. Ampak za zdaj zgleda cool. Me prav zanima, no, kako bojo reševali ene določene zaplete pa zgodbo, no, ki še nas čaka. No, tako da. Naslednji del ima tudi zelo zanimivo režiserko, in sicer Jasmila Žbanič, ki je naredila Grbavico pa Quo Vadis Aido. Cool. Tako da to bo zelo zanimivo. In tudi potem 7. del ima režiserko, eno gospo Liso Johnson, ki je ne poznam, Lizo. In pač, mislim, en kup stvari sem videl na TV-ju, ki je delala od Barryja do Silicon Valley, What We Do in the Shadows,
Sex Life of College Girls, skratka, samih kul serijah. Zadnja dva dela pa režiral, ne sem pozabil, Abasi, mislim, da Ali Abasi. In sicer on je pa iranski režiser, ki je prav lani zaslovel z odličnim, mislim, vsaj zelo ga hvalijo, thrillerjem Holy Spider, ki je opisan kot tale Fincherjev Zodiak, ampak postavljen v Iran. Tako da je zelo, zelo hud film. Jaz sem pa videl njegov nizozemski film Meja, ki je bil tudi na Lifu in je zelo vredno narejen in temelji na, mislim, je fantasy, basically, temelji na kratki zgodbi Johna Ajvida Lindqvista, ki je tudi napisal, kaj že ono, vampirji, švedski. Otrok. Let the right one in. In je tudi podobno tak hecen pristop k fantasyju, drugačen. In je zelo vredno naredil, tako da imam od naslednjih 4 epizod tudi z tega vidika zelo visoka pričakovanja. No, to je super, visoka pričakovanja vedno upam. Se super izkaže. Ja, ne vem, zakaj sem začel to stavek, ampak fajn je pa imeti, po mojem, vseeno visoka pričakovanja. Jaz upamo seveda, da jih bo serija uresničila. To je bilo to naše mnenje o 5. epizodi serije The Last of Us. Kakšni so bili kaj vaši vtisi? Povejte nam na Facebooku, Instagramu, Twitterju ali na Discordu, ali pa nam pošljite po dronu. In če boste preživeli do takrat, se znova slišite. Mislim, da so zdaj baloni bolj. Imaš prav, ja. Nam pošljite po balonu, ampak ne preko Amerike. In če boste preživeli do takrat, se znova slišimo danes teden v torek 21. februarja, ko bomo obdelali 6. epizodo z naslovom Kin. Pa. Čau, Servus.